O razrešitvi z mesta predsednika preiskovalne komisije za nakup oklepnikov Patria komentar dneva poslanec Socialnih demokratov Milan Martin Cvikl. Oblast Janeza Janše je pripravljena storiti vse, da bi preprečila resnici, da pride na dan. V času demokracije, medijske svobode, oblast največ napora namenja prav utišanju resnice o največji aferi, ki spremlja nakup orožja. Aktualna oblast želi ukiniti resnico, s katero potrjujemo sum o korupciji, podkupovanju in lastni vpletenosti pri nakupu Patrii. V imenu korektnega obveščanja javnosti naj spomnim, da je opozicija zahtevala ustanovitev preiskovalne komisije o nakupu kolesnikov 8x8 Patria. Dejstva vedno bolj jasno kažejo, da je bil celotni postopek za nakup orožja in podpis pogodbe prirejen tako, da bodo na škodo vseh davkoplačevalcev največ zaslužili prav posredniki pri tem poslu. Ker je preiskovalna komisija delovala učinkovito in uspešno, ker smo potrjevali dejstva, da je bil nakup orožja 8x8 politično dogovoren, voden netransparentno in na škodo vseh nas davkoplačevalcev, se oblast sedaj poslužuje manevrov izmikanja. Odločila se je, da komisijo pred predstavitvijo končnega poročila, tudi o poročilu o trgovini z orožjem 91-93, enostavno ukine. Njihova dejanja imajo mednarodni odmev. Ker oblasti ni uspelo zagotoviti pravne države doma, se je v preiskavo nakupa orožja vmešala Finska. Finski preiskovalni organi nam skušajo pokazati, kaj pomeni demokracija, svoboda govora in spoštovanje pravne države. Njihova preiskava nakazuje, da v Sloveniji še ni pravih razlogov, da bi čutili parlamentarno demokracijo. Še huje je to, da nam aktualna oblast skuša dopovedati, da smo na pravi poti. Ob tem ne vem, ali se naj smejem ali jokam. Če je prava pot Slovenije ta, da lahko posameznik uspe samo preko klientelističnih povezav, če je prava pot to, da lahko gospodarski razvoj temelji na korupciji, če je prava pot uničenje organov nadzora, če je prava pot utišanja opozicije in vseh nas, ki nismo pripravljeni pred to vlado skloniti glave, potem sem trdno prepričan, da Slovenija potrebuje spremembe. Vabilu predsednika vlade Janeza Janše, da naj Slovenija ostane v senci, se ne morem odzvati. Rad imam Slovenijo in njene ljudi, ki si zaslužijo boljše življenje, zato bom vsemi močmi prispeval k spremembam. Prva nujna sprememba je ta, da se Slovenija iz sence ponovno postavi tja, kamor sodi, na sončno stran Alp. Na soncu se bo jasno videlo, da ima laž, da imajo plagiatorji kratke noge. Gospod Cvikl, lahko še eno vprašanje? Seveda. Kaj menite, zakaj v slovenskem jeziku za označbo nedelje kot gospodovega dneva nimamo besede sonce? Avstrijci imajo zontak. Verjetno zato, ker so pač že v preteklosti želeli zelo podrejati ljudi, da morajo čez 6 dni v tednu delati, v nedeljo pa naj ne delajo in poslušajo samo neke oblastnike. Vendar res pravim, da se ljudje tudi v nedeljo sončijo.